Spoštovane, spoštovani, pozdrav in dobrodošli v spremljanju oddaje Replika. Tokratni gost je Milan Emil Pintar, predsednik Sinteze Gibanja za družbeno prenovo. Lep pozdrav. Lep pozdrav vam in gledalcem. Povezani v Gibanje Sintezo ugotavljate, da so razmere v Sloveniji politično, gospodarsko, razvojno in socialno skrajno zaostrene. Ali vam v Sintezi uspeva posegati, sokreirati in tudi spreminjati družbeno dogajanje v državi Slovenije? No, jaz bi rekel deloma, veste, tu so številni dejavniki, številne tudi civilne iniciative, vendar mi mislimo, da naše delo vendarle ima nek pomen in ima tudi neke rezultate. Mi poskušamo od teh tekočih političnih prepirov seči nazaj in iskati neke bolj utemeljene trende in v razvoju in v kadrovskih selekcijah. Slovenija 25. junija praznuje 30 let državnosti in kako ocenjujete navedeno obdobje samostojnosti? Ali je to po vašem mnenju obdobje uspehu ali obdobje zamujenih priložnosti? Jaz bi tu segel mogoče še par let nazaj. Tisto so bila odločilna leta. Takrat se je odločalo, ali bo prehod, ki se je napovedoval, miren, sporazumen, ali bo prehod, ki se je napovedoval, krvav, kot je bil kasneje v nekih drugih sredinah. Mislim, da mi moramo na nek način dati določeno priznanje takratnim oblastnim strukturam, to se danes redko sliši, ki so se odločile iskati mirno pot, ne pa konfliktne. Zato je bilo prvo obdobje teh 30 let pravzaprav zgodba o uspehu Slovenije. Potem seveda so se začele te težave. Težave izhajajo iz tega, da so stranke, ki bi morale biti konkurenčne v tem iskanju, katera je močnejša in katere program za vodenje države je boljši, so dejansko začele to konkurenčnost presegati zgolj v smislu iskanja oblasti. In ko so prišle na oblast, njihova prva skrb ni bila več upravljanje države, temveč neki drugi interesi. Slovenija je po vseh zapletih pričela graditi tako imenovani drugi tir in tu sprašujem zaradi tega, ker ste tudi vi v Sintezi vpeti v ta nadzorni del te izgradnje. Pa kako vi zdaj to ocenjujete? Vaša ocena tega spremljanja? So zadeve dobro nastavljene oziroma pa bi morda tudi pojasnil te zadržke, ki se porajajo zaradi tega, ker bi naj vstopile v ta projekt tudi zaledne države z svojimi finančnimi vložki. Ja, ko se je začel ponovn poskus zagona drugega tira, smo mi imeli te negativne izkušnje s TEŠ6. Zato smo takrat Cerarjevi vladi predlagali, naj ustanovi nek razmeroma močan nadzorni organ, v katerem bi sodelovala tudi civilna družba, ki bo spremljal potek tega projekta, ki je bil napovedan za 7 let. Najprej nismo uspeli, potem s to diskusijo je vendarle prišlo do tega, da je Cerarjeva vlada tak organ imenovala, to je projektni svet za civilni nadzor, in naslednja vlada je potem imenovala, oziroma Cerarjeva ga je ustanovila, naslednja vlada je pa imenovala ljudi in Sinteza je predlagala mene v ta organ. Zdaj, ko postavljate, kako stvar poteka, mi mislimo, da je vpliv nekih zunanjih struktur, od gradbenih firm do nekih inženirskih in tako dalje, premočan in vpliva na to, da stvar ni peljana gospodarno, dalo bi se jo bolj špeljati. Ko govorite o zalednih državah, bi pa rekel, veste, to je en zelo komplicirano iskanje nekega razumevanja. Neke zaledne države, Madžarska pa tudi naprej,
poskušajo izseljevati Slovenijo in pravijo, mi smo pripravljeni financirati, ampak nam boste dali še tole pa tole. Na drugi strani se Slovenija bori se za bodoče transportne posle, hkrati ne potrebuje dodatnega financiranja za ta projekt, ker si ga je zagotovila s povečanimi dajatvami na cestah in v luki. Ves čas so pa še neki drugi interesi, ki se mešajo, naprimer politični, neke simpatije medsebojne, ki presegajo ta projekt. Tako da tu je vrsta težav. Naša prvenstvena naloga je preprečevati pravzaprav negospodarnost ali celo koruptivnost, ki je tako prišla do izraza pri TEŠ6. Pa vendar bi morda samo še kot podvprašanje tu postavil, z temi sofinanciranjem zalednih držav pa vendar bi lahko ocenjevali, da bo s tem se tudi tista država, ki bo sovlagala z nekim ali pa udeležena z nekim finančnim vložkom, bo, bi rekel, tudi jasen pa zanesljiv partner Luke Koper, ker za to gre vendar. Ja, deloma to seveda drži. Tu nastaja alternativna proga preko Avstrije, tu se bo konkurenčnost povečevala. Vendar veste, ta sovlaganja so državni posli. Transport pa uresničujejo podjetja. In podjetja so tista, ki bodo izbirala glede na ekonomične parametre, katero progo, katero pristanišče in tako dalje. Tako da ni vse v tem. Od nas mi nimamo nič proti temu, da se tu državno dogovori izpeljejo. Vendar pa ne smejo biti po našem mnenju izpeljani z negativnimi posledicami. Tu je cela vrsta stvari, ki jih je treba upoštevati. Mi ne moremo celotno zaledje koprskega pristanišča nameniti nekim apetitom, pa naj bojo to, ne vem, madžarski ali neki drugi. Pa bi s tem zaključila tudi tale drugi tir, ker vi zdaj v Sintezi vodite izredno zahteven projekt volilnega sistema, skratka tu želite ponuditi slovenski javnosti pa slovenskim državljanom sistem volitev, ki bi bil bolj pregleden, pa sočasno tudi zagotavljal višjo stopnjo demokracije. Ustanovljen je bil Nacionalni svet za spremembo volilnega sistema in bi morda malo tudi tole uvodno del predstavil, kdo se tvori ta Nacionalni svet, pa še kaj. Ja, mogoče nekaj besed o vzrokih. Glejte, na eni strani ankete kažejo padajoče zaupanje državljanov v stranke in politične institucije. Kažejo naraščajočo abstinenco do volitev. Povečevalo se je število ljudi, preko 80% državljanov, ki so bili anketirani, pravi, da sistem volilni ni v redu in tako nimajo kaj delati na volitvah, zato abstinenca narašča. Šli smo gledati malo delikatno zadevo kompetentnosti in izobraženosti državnega zbora in če pogledamo to 30 let nazaj, ko ste ravno omenili 30-letnico, neprimerljivo. Ljudje, ki so bili v skupščini zadnji, ta struktura je bila bistveno bolj izobražena, kompetentna in tako dalje, kot so današnji sklici državnega zbora. Mi smo ocenili, da v ozadju vsega tega je gotovo več problemov, eden je pa volilni sistem. Ta volilni sistem, ki ga imamo, povzroča vrsto težav. Prvič je odrinil državljane in oni ne morejo vplivati ne na to, kdo bo na kandidacijski listi, ne kdo bo na tej listi izvoljen. Drugič, ta sistem pušča približno tretjino Slovenije leta in desetletja nepokrita brez poslancev. Nekateri bodo rekli, ja, ampak saj poslanci so tako vse ljudski. Če pa greste gledati investicije, ki jih država
podpira. Boste pa videli, da se neverjetno pokrivajo z področji močnih poslancev. Jaz sem prepričan, da bi tretja razvojna os, če imela Koroška dvakrat toliko poslancev, kot jih ima, da tako rečem, bila dvakrat prej na vrsti. Ne? No in tu je potem še cela vrsta stvari, naprimer, civilna družba ne more kandidirati ljudi. Prvič je formalno to oteženo, drugič pa, da bi neka civilna družba lahko kandidirala človeka, ga more kandidirati v vseh volilnih okrajih, da bi dosegla eventualno 4% prag. To je neizvedljivo, ne? In zato imajo stranke tako moč, da mi govorimo o strankokraciji. No in ko smo naredili te analize, se je tudi pokazalo, kaj bi mi želeli spremeniti. Prvi, ozrli smo se okrog, nismo hoteli spekulacij pa z nekimi eksperimenti, ki jih nobeden ne pozna. Šli smo analizirati irski, islandski, ne vem, švicarski, predvsem nemški model, kjer uspeva že 6 desetletij. In smo gotovi, da nek kombiniran sistem, kjer se del ljudi voli po večinskem principu, en del pa po proporcionalnem. Ta del, ki se voli po proporcionalnem, pa določa razmerje med strankami in seveda dostop do vlade, a ne tisti prvi del. Smo gotovi, da bi ta model nam najbolj ustrezal in tako smo začeli oblikovati ta sistem s tem, da smo morali neke rešitve drugače postaviti, naprimer Nemčija, da bi ohranila proporcionalnost, mora to korigirati številom poslancev, kar ji predstavlja težave, letos jih bo čez 100 novih in tako dalje, pa je preko 1000 ljudi. Mi smo to želeli drugače izpeljati in tudi smo. In zdaj imamo nek model postavljen in začenjamo s predstavitvijo in z javno razpravo. To ni paket, kjer bi mi rekli kupi ali zavrži. To je model, ki ima enih 23 novitet glede na sedanji. Radi bi organizirali razpravo, potem analizirali pripombe, jesen pripravili predlog in ta predlog, s tem predlogom šli do političnih strank in v parlament. Prej ste zdaj v tem delu ste omenili, da je bil prejšnji sistem delegat oziroma poslancev na višjem nivoju kot pa sedaj, ampak zdaj ne vem, pa se to nanaša na tisti del, ko je bila še trodomna skupščina, ampak takrat je šlo v bistvu za delegirane delegate. Razen tisti družbeno-politični zbor, ki je bil že takrat, tisti je pa bil sestavljen, pa ne bi zdaj v to zahajal, ampak to na nek način kaže tudi, da če je tisti model dajo višjo strukturo, pa višjo izobrazbeno, pa tudi, bi rekel, sicer boljši sestav tiste skupščine, da v bistvu tudi v tem delu ni, bi rekel, zaobiti, ampak je treba tudi v to smer se kaj, bi rekel, usmeriti razmišljanje. Ja, absolutno. Glejte, napaka v našem mišljenju ali mišljenju nekaterih je, da je kar naprej treba začeti vse iznovo, ne? Kar ni res. Pozitivne stvari so bile tudi prej, ne? Jaz sem že omenil, recimo, reagiranje političnih struktur, ki so preprečile državljansko vojno v Sloveniji. Mi vidimo, da smo ideološko razdeljeni. Si predstavljate, da obe strani začneta se pripravljati na vojno. Isto je s tem sistemom. Gotovo je prejšnji sistem imel nekatere dobre rešitve. Tudi prvi sklic po volitvah, ne, po letu 92, je bil še tudi zelo kvalificiran. Ampak očitno je po letu 2000 prevladala neka negativna logika tako imenovanega strankarskega discipliniranja poslancev, ki je šla tako daleč,
da povzroča negativno selekcijo. In to bi mi radi prekinili. Danes ta zbor ne samo, da nima ugleda, tudi na ta način izvoljeni poslanci nimajo prav velikega ugleda. Tudi volitve same so nepomemben. Mi bi radi vrnili tu neko dostojanstvo volitvam, neko volilno moč državljanom in s tem nek ugled izvoljenim. In ta bi bil danes en kup mojih kolegov, mlajših, ki bi jih tako jaz izvolil za v parlament, na misel in ne pride, da bi kandidirali. Razlogi so številni, predvsem eden od razlogov je, da pravzaprav to danes nima nobenega ugleda. Ena izmed seveda težav ali pa bi rekel razhajanje, ki se evidentno pojavlja, so ravno te nesorazmerni volilni okraji. Slovenija je razdeljena na 8 volilnih enot, ampak znotraj te volilni okraji so resnično zelo raznoliki. In tudi v to smer, bi rekel, vi ocenjujete, da bi bilo treba to korenito spremeniti, pa v čem bi zdaj, če bi to vaš predlog primerjal z tem, kar je sedaj, bi rekel, uzakonjeno? Ja, Slovenija ima tu, bi rekel, neke zgodovinske težave, če greste gledati nastajanje občin in medobčinskih mej, če pogledate, da je že 30 let se poslanci ne morejo dogovoriti o pokrajinah, a ne. Imamo seveda za potrebe volitev to razdelitev, ki ste omenili, ta razdelitev je administrativna, pripeljala je do zelo velikih razlik. Letos so sicer v parlamentu poskušali malo korigirati meje okrajev, vendar je bil to kozmetičen popravek, še zmeraj razlika med najmanjšim in največjim 270%, a ne? Kar pomeni, da je glas nekoga bistveno več vreden, govorimo o glasu volivcev kot drugega. Posledice, da je nekdo izvoljen tako rekoč 100 glasovi, drug pa s 1000 ne more biti in tako dalje. In mi smo iskali neko razdelitev. Zdaj, najlažje bi bilo, če bi mi verjeli, da bomo zdaj dobili pokrajine, pa štartali iz pokrajin. Ker to ni jasno, smo mi ugotovili, da je ta hip edina razdelitvena entiteta so statistične regije. Te so se zdaj skozi to pandemijo in krizo sploh uveljavile kot neka oblika. In mi smo rekli, zakaj bi zdaj mi na silo vlekli druge meje, obrnimo princip, vzemimo te take, kot so, pa rečemo, glede na njihovo velikost dobijo število mandatov, izhajajoč iz tega, da jih je 90. In mi smo vzeli teh 12 statističnih regij, ugotovili njihovo velikost razlike po številu prebivalcev in enostavno poiskali, koliko pripada mandatov posamezni regiji za tisti del volitev, kjer mi neposredno predlagamo, da se voli po večinskem principu predstavnika v volilnem okraju. In tako smo dobili ven tistih 44 volilnih okrajev, tako kot so, in na ta način predlagamo, da se vsakem od teh okrajev po večinskem principu izvoli enega človeka, tako kot se volijo župani ali pa kot se voli predsednik države, a ne v bistvu. Ena zadeva, ki seveda tudi v javnosti ne odmeva pozitivno oziroma je izredno kritični, bi rekel, izredna kritika strani državljanov, je ravno te pristopi poslancev tudi. V bistvu izvoljen je na stranki, ne vem, X, potem pa pristopi v stranko Y in s tem na nek način se rušijo tudi neke volilni rezultati, se popačijo v samem sestavu parlamenta, ker naenkrat neka stranka, kot se temu reče, pridobi
na moči, nekatera se pa oslabi in seveda tu je neka svojevrstna prevara, ki je vse prej kot pa dobra, ki na nek način tudi posledično odvrača potem volivce, da bi šli pa se udeležili volitev. Ja, ta problem je, seveda ni samo naš, povsod v svetu obstoji. Treba ga je videti z obeh strani. Včasih človek spremeni svoja stališča ali zdaj iz osebnih razlogov ali iz zunanjih, rečemo lahko tudi materialnih, in nekam prestopi. Včasih pa tudi stranka, pri manjših strankah, tam sredinskih, ki imajo slabo definirane programe, včasih pa tudi stranka zamenja svoja stališča in se potem nekateri poslanci znajdejo tako rekoč s svojim prepričanjem kot ribe na suhem in so skoraj prisiljeni iskati novo sredino. Zdaj tega niti ustavno ni mogoče preprečiti in zato zakon ne bo mogel. Mi to stvar poskušamo reševati na več načinov. Prvič je to domicil. S tem mi človeka vežemo, kandidira lahko v tistem prvem delu samo človek iz tega področja. S tem je on mnogo bolj zavezan sredini, kjer je voljen in mnogo težje se odloči za to stvar. Drugo, želimo, da se razkrije več podatkov o tem človeku, ko je še kandidat. S tem mi odpremo eno dodatno pravzaprav identifikacijo človeka s programom. Potem želimo, da se sama, rečemo, ta integriteta poslancev poveča skozi etični kodeks in tako dalje, da postane tudi pri nas normalno to, kar je v svetu normalno. Vemo, kaj je normalno za poslanca in če se ti ne obnašaš tako, če si vpleten v neke kriminalne zadeve, v to, v drugo, tretje, potem seveda je čas, da odstopiš. Ne pa pri nas, ko ni normalno, niti zaradi objektivne, niti zaradi subjektivne odgovornosti, politični veljaki v Sloveniji ne odstopajo. Ne odstopajo voditelji strank, ki so poraženi. Mi bi tu radi vrnili eno spoštovanje do teh demokratičnih načel, vendar seveda tudi odgovornosti. Glejte, v Nemčiji so predsednika države obdolžili, da je 800 evrov nekako odstopuje in dokazal, da jih ni poneveril 800 evrov in izgubil kariero. Se vi predstavljate, da pri nas obdolžimo nekega predsednika stranke, da je 200 evrov poneveril? Poznate koga, ki bi za to odstopil? Ja, pa je, bi rekel, v Desusu so tako izgubili svojo predsednico. Ja. Skratka. Ampak ni odstopila? No, ampak v vsakem primeru, bi rekel, razlog je bil to, da se pač sočasno moramo pa tu navezati v bistvu, ampak to gre bolj za osamljen primer. Ja. Tako. No, ampak če pri njej gledate, prvič so sodni postopki, drugič je ves čas zatrjevala, da sodni postopki niso pravični, še zadnjič je trdila konflikt z komisijo protikorupcijsko, ustanavlja novo stranko in tako dalje. V tujini so ta načela jasna. Če pride do velike, prometne nesreče, prometni minister prevzame objektivno odgovornost, pika. Samo sočasno, bi rekel, je tudi na tem področju določena stvar, ki je vse prej kot pa dobra. Poglejte, primer bom zdaj izpostavil, primer Kangler. Pa nismo ne navijači, ampak bi rekel, nevtralni opazovalci razmer. Ne vem koliko ovadb, preko 20, in to vse padejo, ampak sočasno se mu je dogodilo to, da je pač izgubil vse funkcije, vse položaje, zdaj je zopet nekaj funkcionar, ampak vsa ta kalvarija dokazovanja, da nisi
kriv za ničesar. Mislim, tudi tule znotraj tega se stvari, bi rekel, tudi z organi pregona v bistvu nimamo pretirane sreče, če bi tako vzel. Ja, to je tisto, čemur mi rečemo vladanje pravnega nereda. Ne? Zdaj jaz se ne bi spuščal v razsojenje, tudi ne poznam toliko, nisem strokovnjak in nisem kvalificiran. Ali je bilo več napak narejenih pri vlaganju obtožb, ali je bilo več napak narejenih pri sodbah in razsodbah ob teh obtožbah. Prav gotovo pa kaže, da smo mi tu prišli v neko situacijo, kjer na eni strani ne spoštujemo pravil obnašanja na določenih položajih. Prišli smo, obnašamo se pravzaprav kot neka razposajena mularija in če vi danes poslušate razpravo v parlamentu, mene je velikokrat sram. Če poslušam neke ministre, kako tam razlagajo, zakaj ni mogoče financirati, ne vem, STA-ja ali pa kako je razdeljen denar za medije, pa minister kriči, da so vsi bedaki, da ne razumejo, edino on ve. Poslušajte, to ni dostojno za razvito državo. In zdaj ne da se stvari kar spremeniti, ampak mi mislimo, če bi uspel spodaj pripeljati en drugačen veter, da bi en kup ljudi, ki so dostojni in primerni za parlament, se odločili kandidirati, da bi en del njih prišlo skozi, da bi dali novo, dejansko novo podobo parlamenta, ker to, kar imamo danes, zlasti v podobi vlade, ne, za mene je to škandalozno. Jaz sem na nek način 50 let na robu te politike. Ne. Noter so me nekajkrat potegnili, ven sem prišel, ker bi rajš delal strokovno delo. Ampak jaz, tako bi rekel, nedostojnega obnašanja politike, kot smo zdaj priča, nisem doživel. In jaz mislim, da so volitve eden od razlogov, volilni sistem je eden od razlogov, zakaj pametni, dostojni ljudje nočejo v politiko. In tu moramo začeti reševati zadevo, seveda pa hkrati tudi na drugih področjih. V vašem predlogu, koliko lahko razberem, je tudi ohranjate te kvote po spolu. Mislim pa, kako to mislite, da je ta zadeva optimalna, je to dobra rešitev, da moramo zagotavljati pri teh kandidaturah spolno kvoto, tam 40% nasprotnega spola mora biti in vemo, da so na tem področju čas tudi kar precejšnje težave. Ja, gledajte, tu so mnenja pač različna. Mi doživljamo celo radikalne zahteve, ne da je treba kvote določiti na kandidacijskih listah, ampak da bi morali kvote določiti kar v parlamentu, da je lahko na enega moškega, da je lahko en moški izvoljen samo na, bom rekel, izvolitvi ene ženske, a ne pol-pol. Da morajo biti ločene volitve moških kandidatov, pa ženskih kandidatov, pa pol-pol. Tu smo mi vendarle, tudi nekateri, da se direktno omenja najmanj 40, imamo tudi zahteve, najmanj 50% ženske, ne, kvote. Mi smo tu rekli, seveda, stvari je treba pogledati zelo racionalno. Prvič smo nehali uporabljati ženske kvote, ampak smo za spolno enakopravnost. Drugič smo to enakopravnost, ki jo zahtevajo v izvolitvi, mi prenesli v kandidaturo, a ne? In vendarle imajo ljudje pravico potem odločiti, koga bojo volili. Zdaj seveda, da pa v kandidiranju ne smejo zapostaviti enega spola, vseeno, kjerega, ne? Je pa to razumljivo. Glejte, mi imamo cela področja, kjer med zaposlenimi do 80% dominira recimo en spol. V gradbeništvu moški, v šolstvu naprimer ženski, ne? Zdaj ne moramo reči, da je to prav ali narobe. To je razvoj prinesel. Razvoj prinaša tudi to,
da se nam zdi prav, da se plače izenačijo, da se odgovornosti izenači in da se možnosti kandidiranja izenačijo. Možnosti. Drugo pa je potem, kaj bojo ljudje izbrali. Vemo, da je volilni sistem dober takrat, ko je razumljiv za tistega najbolj neukega volivca. Pa bi morda zdaj ta vaš predlog morda tudi v tem tehničnem izvedbenem delu malo pojasnil. Sedaj je v bistvu volitve potekajo, se pač obkroži lista stranke, pa da preferenčni glas pa zaključil. Mislim, v tehničnem delu, zdaj po tem vašemu predlogu, malo pojasnite, pa ukoliko je to zadeva tudi pregledna, pa enostavna, pa v bistvu, kar sem že prej rekel. Princip, ki smo ga mi pripeljali, kot sem rekel, zgledovali smo se po nemškem sistemu, je, da ima vsak volivec 2 glasu, ali drugače rečeno, dobil bo 2 kandidatni listi. Na eni kandidatni listi bodo kandidati, ki se bodo volili po večinskem principu, tako kot se prej sem rekel, voli župan ali predsednik države. In tam bojo kandidati, ki jih bojo postavile politične stranke ali liste državljanov. Vi lahko oblikujete skupino, verjetno bo odločitev, da mora biti 100 podpisnikov na taki skupini, mogoče pa 50, ne vem, in boste predlagali nekega kandidata. In takih kandidatov bo v nekem volilnem okraju pač to, kot jih bo. Rečemo enih 10, 12, 15 jih bojo predlagale stranke, enih 10 pa mogoče državljanske liste. Oddali boste en glas, se šteje se, kdor je dobil največ glasov, zmaga. To je poslanec, ki je izvoljen neposredno v tem volilnem okraju. Če nobeden ni dobil 50% glasov, gresta prve 2 v drugi krog in se to ponovi in od njiju bo eden potem dobil 50%. To je prvi del. Druga kandidatna lista bo pa tista, ki bo izhajala iz te volilne enote. Recimo, da je vaš okraj spada v volilno enoto, ki ima 4 take okraje, in v vseh teh 4 volilnih okrajih bo neka stranka kandidirala iste ljudi. Najmanj 4 more kandidirati, s tem, da mi tu predlagamo absoluten prednostni glas, kar pomeni, vi izvolite, vi izberete stranko, ki jo kandidirate, po svoji programski odločitvi ali po svoji pripadnosti, ugotovite, da ima ta stranka 4 kandidate in zdaj označite, zdaj eni pravijo obvezno, drugi pravijo neobvezno, tistega, ki mu dajete prednost. Ko je ta del končan, hkrati z unim, se enostavno to na nivoju države ugotovi, katere stranke so dobile 4% glasov, ker to je prag, tako kot zdaj. Potem se ugotovi, da pa je en kup strank, ki so dobile od 0,1, 0,2, polovico, 1% glasov. In po sedanjem principu, če ne bo spremenjen, mi tu ne predvidevamo spremembe, po tem D'Hondtovem sistemu se ti glasovi zdaj prenašajo strankam, ki so dobile 4%. In se vzpostavi na enak način razmerje kot doslej. In tu je ta razlika, ko sem prej rekel, z Nemčijo. V Nemčiji ugotovijo, ko se štejejo prvi pa drugi del, da se ta razmerja, dobljena skozi proporcionalni sistem, pokvarijo, ko jim prišteješ tiste, ki so absolutno izvoljeni, in Nemci to korigirajo z dodajanjem izvoljenih. Mi pa pravimo ne, na tej B listi ima ena stranka, ne vem, 35%, hkrati je pa tam že dobila 10%, to se ne sešteje, ampak se od teh 35 tistih
10 odšteje 10%, a ne? In ostanejo razmerja, kot so jih volilci določili, in popolnoma enako tukaj kot doslej. Razlika je torej v čem? Predvsem, da vsak volilni okraj dobi svojega poslanca in pokrijemo bele lise, ki jih imamo zdaj. Drugič, da dejansko volivec lahko na listi stranke da prednost nekaterim kandidatom. To sta dve temeljni prednosti. Zdaj, vse ostale so pa seveda, bom rekel, periferne. Mi želimo, da lahko kandidira za poslanca v tem volilnem okraju samo človek, ki ima že 2 leti tu stalno bivališče, to je domicilni princip. Želimo, zahtevamo, da mora tisti, ki ga kandidira, naj bo državljanska lista ali stranka, o njemu povedati več, ga predstaviti, od materialnega, izobrazbenega, profesionalnega in tako dalje. In želimo potem druge stvari, ne bi šel v podrobnosti, kdor bo želel, se ve, kje nas najde, pa lahko dobi zelo natančne odgovore. Mi mislimo, da volitve niso nič bolj komplicirane, razlika je samo v tem, da bo vsak dobil 2 listi. Na eni bo izbral tistega, ki ga je hotel, na eni bo pa verjetno izbral stranko in če bo hotel, bo še označil, komu daje prednost v tej stranki. Prej ste omenili, da v bistvu s tem ste sprožili javno razpravo, tako da sugestije, pripombe so še očitno zaželjene, tako da vi boste seveda vse akceptirali pa prisodili, ali so umestne ali ne. In po tej plati bi jaz tudi rekel, da je danes bila priložnost na tej oddaji Replika na nek način opozoriti državljane oziroma volivce, da se tu na tem področju nekaj želi spremeniti na boljše in seveda z to željo pa s tem vašim, bi rekel, predlogom pa pojasnili vseh teh, bi jaz tudi počasi strnil ta najin pogovor, pa morda na koncu še želite kaj. Ja, mislim, da ste zelo dobro povedali, to ni paket, ki ga kupite ali ne kupite. To je zdaj zbir idej za model, s tem, da je še vrsta idej, ki jih mi niti v model nismo izključili, aktualna vprašanja. Naprimer, cela vrsta ljudi zahteva, da mi naredimo volitve obvezne. Sprašujem vas, volivci državljani, če ste za to, povejte. Mi v model nismo dali. Drug primer, rečemo, ko so tu, nekateri predlagajo, da bi upeljali elektronske volitve. Mi smo dali strokovnjakom preveriti. Strokovnjaki pravijo, nismo pripravljeni. Hekeri so pametnejši od državne uprave, ne igrajte se. Ne? Tu je cela vrsta drugih idej. Nagraditi tiste, ki pridejo na volitve. Ja, in potem to še državljanska pravica in tako dalje. Ampak kroži še vsaj 100 idej in čas je, tako kot ste lepo povedali, in jaz vas osebno vabim v razpravo. Mi bomo septembra rezultate razprave povzeli, naredili predlog, ga vam predstavili in šli s predlogom na referendum, kajti vnaprej je jasno, da take politične stranke, kot jih imamo, ne bodo želele sprejeti programa ali pa predloga, ki njim jemlje nekatere prilaščene in uzurpirane pravice. Spoštovani Emil Milan Pinter, predsednik Sinteze Gibanja za družbeno prenovo, hvala, da ste se odzval našemu vabilu, bil gost oddaje Replika in vse dobro vam želim. Hvala lepa, enako vse dobro, da končamo zgodbo s Covidom in začnemo zgodbo z novim volilnim sistemom. Spoštovani, to je bila pogovorna oddaja Replika. Hvala za pozornost in lep pozdrav.